Šlo bo za obračun dveh od treh ekip, ki trenutno še nimajo zmage v slovenskem državnem prvenstvu, ampak težko rečem, da so eni in drugi z ne vem kako slabimi občutki dočakali tole srečanje. Sežanci predvsem z vidika tega, ker so v prejšnjem krogu po dveh tesnih porazih na začetku sezone. Wow, Kali. Šlo mimo Flisa, ki se je vključil v tole napadalno akcijo. Flis je v kazenskem prostoru, pa priložnost morda za Bajdeta. Bajde strelja mimo vrat Gregor Bajde, toda to bo, kot kaže, kot za Celjane. Ovsenek in Tolič, ki ima ogromno prostora. Celjani so se zdaj povlekli na svojo polovico. Kali. Nabil Kali, to je nevarno. In potem je Rozmanu žoga nekako povzela, vendar samo v kot. No, tule je zdaj prišel do še enkrat Zabukovnik, leta je ob njem. Ne, lepo se je obrnil nogometaš iz Slonokoščene obale, še enkrat mu žogo pošilja Bajde, ne, na rob kazenskega prostora, kjer je sam Svetlin, šviknila je žoga mimo desne vratnice gola Jana Koprivca. 1-1 z Eichmajerjem, pa predložek proti Nikoliču, Brecelj pred Stankovičem, Iko je Messi. Prekršek Ovseneka. Ovsenek pa že ima rumeni karton in to bo izključitev. Tule si je pomagal z rokama Ovsenek ob Iko je Messiju. In Matej Jug mu je pokazal drugi rumeni karton, drugi opomin in hkrati izključitev za branilca Tabora. Že v zadnjem medsebojnem obračunu teh dveh ekip, res da v Celju, ko je sodil Slavko Vinčič, so Sežančani tekmo končali z deseterico, ko je bil izključen Klemen Nemanič. Tule, poglejte, je Ovsenek takole z rokama prijel Iko je Messija. Eichmajer, Matič, Korošec in Letaj sta bila ob njem. Eichmajer, Bambl, pa Bajde z težkega položaja, še enkrat vratnica in potem tudi v drugo. Kakšne priložnosti imajo Celjani dela tega srečanja. Tule ste videli razmerje v strelih, ki je krepko na strani Celja. Stankovič, priložnost za Tabor, Jakoslav Stankovič, strelja in Tabor vodi. Jakoslav Stankovič je strelec v 84 minuti, Celjani so zapravljali priložnosti, Sežanci prav so preko Stankoviča v 84 minuti. Ali ni bil morda tule v prepovedanem položaju podajalec pri tem zadetku. Tesno je bilo vse skupaj. Takole je Stankovič sicer zadev, ampak tole bo potrebno seveda še detaljneje preveriti, vendarle zadetek. Dušan Kosič, čestitke za zmago. Verjamem, da je sladka, sploh na način, na kakršen je prišla, ko ste zgodaj v drugem polčasu ostali z igralcem manj, pa na koncu še zadeli. Verjetno občutki v tem momentu fantastični. Ja, zopet smo gledali zanimivo tekmo do konca, polno emocij in seveda danes se nam nekaj stvari poklopile. Fantje so veliko energije vložili, bili smo kompaktni, bili smo ekipni in s kančkom sreče in seveda z dobrim vratarjem na golu, ki je kar nekajkrat odlično posredoval, smo uspeli na koncu tudi gol zadeti in zelo pomembna zmaga za nas. Dušan, zanimivo, da je zadeval nogometaš, za katerega imamo informacije, da se v tem tednu z njim kaj prida uigravati niste mogli. Kakšen je bil status pravzaprav v zadnjih dneh Jakoslava Stankoviča? Jakoslav je že proti Kopru igral, kasneje se je odločil, da bi poizkusil srečo drugje, pa so se mu zadeve niso išle, pridružil se nam je v sredini tega tedna, ker je pa z nami že od začetka in ve, zakaj se gre, je tudi zelo hitro dobil priložnost. Koliko lažje bo zdaj za vas po tej zmagi?
Ne bo. Še zmeraj smo verjetno glavni kandidati za izpad, ampak s takim pristopom, odnosom čez teden in potem na tekmi se nadejamo, da bomo še kakšno tekmo zmagali. Roman Pilipčuk, verjamem, da v tem trenutku ni lahko. 3 remije ste želeli nadgraditi zmago, pa je prišel poraz. Veliko število priložnosti, tudi igralec več v večjem delu drugega polčasa, ampak na koncu vseeno ta poraz, kaj je po vašem mnenju danes odločilo tale dvoboj? Ваше мнение, что сегодня решило сегодняшнюю игру? Ну, прежде всего, хочется извиниться перед нашими болельщиками за такую, я считаю, плохую игру, которую мы показали. Проблемы те же самые, мы опять не забили, имели очень хороший момент при счете 0-0, но это нас не оправдывает, и, наверное, все-таки надо, чтобы мысли успокоились, все хорошо проанализировать и двигаться дальше. Мы очень расстроены, но надо двигаться вперед. Prvo bi se res rad opravičil pred našimi navijači za to slabo današnjo tekmo. Imeli smo na 0-0, smo imeli spet dobro priložnost, da bi zabili, ampak ok, to ni zdaj neko opravičilo in treba je nekako umiriti se, zbrati misli, vse preanalizirati in gledati proti naprej. Kako zdaj sploh ekipo, predvsem v psihološkem smislu, dvigniti pred naslednjo domačo tekmo z Bravom? Как поднять команду психологически перед следующей игрой с Браво? Но дело в том, что мы замечаем, что у нас каждая игра в этом плане, у нас есть проблемы в плане психологии. Мы разговариваем много с игроками, пытаемся донести до них, что они могут играть в футбол, что они должны играть лучше. Но пока показывает практика, что у нас пока это не получается. Vemo, da imamo v psihološkem planu probleme v ekipi, probamo zelo veliko se pogovarjati z igralci, ampak v tem trenutku nam ne gre v tej smeri v glih, kakor bi si želel. Jakoslav Stanković, čestitke za zmago, jasno tudi za zadetek, mož odločitve, ampak zanimivo, da se v tem tednu sploh niste uigravali z ekipo, kajti nameravali ste celo zapustiti Tabor, zdaj pa vidimo, da ste prvi strelec svoje ekipe, že 2 zadetka na začetku te sezone. Ja, res je, dogajale so se neke spremembe, bili smo na robu, da zapustim klub, vse, vrnil sem se na srečo, prava odločitev, prišel nazaj, dobil šanso, izkoristil in doma pustil 3 pike. Kaj je bilo danes po vaše odločilno za tole zmago Tabora? Jaz mislim, da odločilna je bila energija, borba cele ekipe, dobili smo rdeč karton, z igralcem manj smo igrali, vsi so dali maksimalno od sebe in to je pripeljalo do srečnega zadetka, do zmage in 3 pik. Zdaj vas čakata 2 zaporedni gostovanji, najprej odhod v Mursko Soboto, ampak verjetno z psihološkega vidika po teh 4 osvojenih točkah v 2 krogih bo precej lažje. Boja, tudi verjetno bomo tja šli z dobro mislijo, s pozitivo in probali dati vse od sebe, da osvojimo še pike. Gregor Bajde, poraz danes v Sežani, vaš prvi v sezoni, verjetno pa lahko žalujete predvsem za temi številnimi zgrešenimi priložnostmi. Ja, res je. Imeli smo svoje priložnosti, sploh v prvem polčasu sem jaz eno najlepših na tekmi, ampak enostavno žoga trenutno iz moje strani ne gre v gol. Tudi drug polčas sem eno lepo, pa mi je s fenomenalno obrambo Koprivec branil, tako da delali bomo še naprej, trenirali in upam, da se nam obrne to, da te žoge, ki trenutno ne grejo v gol, da bojo šle. Ampak moramo popraviti tudi predvsem obrambo, ker preenostavno dobivamo gole. Ta gol smo dobili prenaivno iz avta in moramo biti mnogo boljši, kot smo bili. Kako se zdaj pravzaprav pobrati? Po 3 remijih ste zadevo želeli nadgraditi zmago, prišel pa je poraz. Ja, res je. Sigurno smo danes hoteli zmagati, ampak izšlo še, kakor se je, izgubili smo tekmo, ampak moramo si postaviti više cilje, moramo začeti zmagovati, ker vemo, kakšni so postavljeni cilji za to sezono in moramo biti vsi boljši, se pogledati v obraz in dati več, kakor dajemo do zdaj. Najlepša hvala. Hvala.